pomembno je, da se zavedajo, da že to, da osvajajo nov jezik, je dodana vrednost. To je, jaz gledam vedno z velikim spoštovanjem do kogarkoli, ki v drugi državi se uči jezika, ki ni njegov materni jezik. Mogoče zaradi tega, ker sem jaz odraščala v Nemčiji, sem rasla z nemškim jezikom gor in sem potem kot 10-letna deklica prišla v Slovenijo in sem se v bistvu takrat začela učiti slovenski jezik. Jaz sem govorila slovensko, ampak zelo slabo. Slovnično, popolnoma nepravilno. Ja. In potem sem se učila slovenski jezik. Morda pripomore k temu, da se tisti, ki pride recimo v Slovenijo, da se veliko pogovarja, naj ga ne bo sram, tudi če ne pove prav, posluša, kako drugi govorijo, si mogoče kaj zapiše, predvsem pa branje. Ne, da bereš slovenske knjige, da si mogoče tudi spet označiš neko, ne vem, besedno zvezo, ki ti je všeč, pa si jo probaš zapomniti in potem tako nekako gradiš bogastvo besednega zaklada. Ne? Ker če se samo gibaš v enem krogu, kjer vsi govorijo nekako enako, ne prestopiš tega okvirja. Če pa ti bereš, pa mogoče si še kaj označiš, pa si kako stavek besede zapomniš, pa se potem s tem tudi bogati besedni zaklad.